Prejšnji teden so naši gledalci na poligonu preizkušali svoje vozniške vrline in vmes pisali še sporočila SMS. S Telemachom in ostalimi partnerji zagovarjamo, da to za volanom ne gre, o čemer pričajo tudi številne prometne nesreče. No in rezultat je bil očiten. Pri prvi vaji, kjer ni bilo motečega telefona, je vse potekalo brez težav. Pri drugi pa je vaja potekala dlje časa, povozili so več stožcev in tudi sporočil niso napisali pravilno. Zato vedno ustavite se, varno napišite in potem odpeljite. Če pa morate pisati med vožnjo, pa naj vozi nekdo drug. Smo pa že dobili nekaj pripomb, da je pisanje sporočil med vožnjo zelo zahtevno, ker je treba gledati telefon, da samo klicanje je pa veliko bolj enostavno. Ja, zato smo danes spet na poligonu, tokrat malo drugačnem, in naši gledalci bodo tokrat med vožnjo morali se pogovarjati z našim Iztokom. Pa da vidimo. Evo, jaz sem že opremljen s telefonom, vozniki pa tudi. Tokrat jih namenoma ne bomo povezali s sistemom Sync 4, čeprav ima Mustang enega najboljših na trgu. Prav tako se nam je zdelo pomembno, da bodo vozili električni avto, mnogi med njimi prvič, in hkrati se nam je zdelo pomembno, da bodo pri nalogi, pri kateri bodo dosegali hitrosti 10 na uro, imeli avto, ki fajn potegne. Mustang recimo se do 100 na uro požene v 4 sekundah. Pri tej nalogi pa ne bodo vozili samo mimo stožcev, še jaz jih bom motil z butastimi vprašanji, kot običajno. Ok, Luka, kaj je glavno mesto Hrvaške? Zagreb. Koliko je 47 minus 18? Njih dobrih 20. Kaj je Telemach? Operater. Kje leži Koper, na Primorskem ali na Štajerskem? To je Primorsko. Koliko je 7x8? 7x8, 56. Kaj je teže, kilogram jekla ali kilogram sena? Jeklo. Isto vagata. Jekla. Črkuj mi besedo volan nazaj. N-O-L-A-V. Lov. A lahko poješ 2 indijančka? Ne. 2 indijančka. 2 indijančka. A ja, lahko pojem 2 indijančka, pardon. Pojem en dober vic. Štajerc v Ljubljani. Dober vic, sta šla mojo pa Haso v dvigalo. Ne vem vica v resnici, sorry. Barbara, koliko siluet ljudi si videla v progi? Jo, nimam pojma, po moje 1, 4. 3. 3 ali 4. Lahko samo gibam 4, 5. 2. 3. Si opazil še kaj posebnega? Ti je že kaj padlo v oko? Ne, mislim, tam je otrok brez roke. Ne, pač. Niti ne. Ne, nič tacga. V bistvu nič posebnega, ne? A se pogovarjaš po telefonu med vožnjo? Ja, se. Po telefonu pogovarjam, sicer prostoročno nikoli tako, kako smo zdaj telefonirali. Vse prostoročno, velikrat. Prostoročno. Ja, prostoročno. Načeloma po kakšni avtocesti, hitri cesti, ampak najraje se ustavim, no, če je možnost ustavim. Kaj si zdaj opazil, ko si mogel imeti telefon v roki, pa jaz sem ti postavil vprašanje, kaj se dogaja? Zmeda čisto totalno, nisem vedel, kam ne sploh vozim, kaj odgovoriti, ni to za na cesto. Če bi bilo prostoročno, bi bila ena roka ves čas na volanu, druga morda na menjalniku ali pa še obet najboljše na volanu. Težko se je skoncentrirati sploh na vprašanja in pa še telefon v rokah in še gledati, kje se voziš. Takole, rezultati so pokazali svoje. Barbara je dejansko bila ne najhitrejša, ampak ni povozila nobenega stožca. Opazila je vse siluete ljudi v poti, kar pomeni, da si Barbara zmagovalka in dobiš tale hudi. Hvala. Čestitam. Evo ga, dokazali smo, že drugič je 2-0 za nas in Telemach, ker smo pokazali, da s telefonom v roki ne gre.
Ker pa vas že predobro poznam, vem, da nam boste spet pisali in rekli, zakaj sem težimo, najdemo kakšno rešitev. In sem se pripravil. Evo, najboljša rešitev je, da se ustavite in potem telefonirate. Pa še eno imamo, pokažemo v naslednji oddaji. 3 pa boste dobili takole majico, če boste na Facebooku Volan delili tale prispevek, da bodo videli še ostali. Še jaz bi imel. A imamo kako L? Imamo, ja.